sem se začela ukvarjati z MEP-i kot inštruktor, sem zelo hitro ugotovila, da bi bil obisk Nepala za take mlade ljudi, sploh za zaključno fazo tega projekta, enkraten. To pa zaradi tega, ker je ta dežela tista, ki ponuja vse, zaradi česar MEP-i sploh deluje. Zdi se mi namreč, da je MEP-i program, ki celostno oblikuje človeka, ne samo na materialnem nivoju, ampak tudi na vseh ostalih. In obisk Nepala in življenje v njem sem si predstavljala kot tista pika na i. Bil sem spremljevalec mladih dijakov, ki so prišli na odpravo v Nepal. Moram reči, da mi je izredno veselje, da se lahko združim z takimi mladimi ljudmi. In moram reči, da dijaki so pač na začetku malo imeli problemov s težo oziroma z višino, kasneje pa so svoje stvari upravili tako, kot je treba. To je bil čist en nov izziv zame. Že to, da je 9 dni trekkinga na taki višini, sprva sem mislil, da bo malo težje, pol pa se je v bistvu izkazalo, da je bilo res super. Pomembno je meni to, prvič, da ta energija med mladimi pač se tako lepo pretaka, ker ta energija je pač neuničljiva. Odgovornost za tako odpravo je velika. Predvsem zato, ker se ljudje znajdejo v izjemnih okoliščinah, v katerih še nikoli niso bili. In tudi zato, ker so pač te okoliščine res izjemne in se vsak organizem na te okoliščine drugače odziva. Najbolj mi bojo v spominu ostali skupni večeri, kjer smo se družili vsi stari in mladi, ne glede na nacionalno pripadnost, pa tudi pohodi, ker je bila okolica v nekaterih delih povsem slovenska in bi lahko rekli, da smo v Sloveniji, spet drugje pa čisti Nepal.
Na tej odpravi smo pač prišli do višine skoraj večina 5200 metrov in to je potem potegnilo za sabo tudi aklimatizacijo že v Evropi. Ja, na začetku me je bilo kar malo strah, ko sem pogledal na ruzak, da bomo mogli vse to tovoriti s sabo. Pol je bilo pa, mislim, ko smo prišli na 5200, tisto je bilo pa čist, mislim, zelo dobro, ne. Cilj smo dosegali, prišli smo v dolino in jaz sem zelo ponosen na to. Tako da gremo Mepi. Velik vložek verjamem, da se bo obrestoval, kajti to, kar se tukaj dogaja, je pravzaprav nekakšno seme, ki si ga predstavljam, da bo zraslo eno veliko drevo. Situacija v naši deželi je pač taka, da način življenja, ki ga živimo, verjetno ne bo ostal enak. In tako, kako se da preživeti v Nepalu, to so spoznati ljudje, ki bodo to širili naokrog s predstavitvami in mogoče tudi s spremembo svojega življenja.